Na slavnostni seji podelili 5 občinskih priznanj. Unikatna skupnostna županska veriga. Na Sotočju odkrili Rotarjevo kroglo z jedrom. Pohodi od Jakoba do Jakoba. Obeta se gradbišč polno poletje. Po 11. redni seji občinskega sveta. Začetek festivala Poletje med vodami. Lepo pozdravljeni v najbolj praznično obarvani oddaji v letošnjem letu. V petek 5. julija na predvečer praznika v občini Medvode je namreč potekala slavnostna seja občinskega sveta, ki seveda ni bila namenjena razpravi, ampak podelitvi nagrad zaslužnim občanom. Komisija za priznanja letos ni imela veliko dela, saj ste občani predlagali samo 7 prejemnikov priznanj in za 5 od njih se je komisija strinjala, da si priznanje tudi zaslužijo. Eden od nominirancev je postal častni občan, to je dr. Jože Duhovnik. Podeljeni pa sta bili tudi 2 medalji, Društvu za zaščito živali Rex in Mila in župnijski Karitas Pirniče. 2 mlada občana, Ana Weber in Nace Guzel, pa sta prejela naziv Mladi up Medvod. Obširnejšo obrazložitev nagrajencev ste si lahko pogledali v posnetku slavnostne seje. Dostopen je tudi na naši spletni strani, sledi pa nekaj prvih vtisov svežih prejemnikov največjih občinskih priznanj. Komisija za priznanja ima po eni strani težko, po drugi strani pa lahko delo. Težko zato, ker člani sami ne morejo predlagati nagrajencev, da si ravno so v komisiji sami kompetentni člani, ki dobro poznajo tiste, ki pomembno prispevajo v skupnost. Po drugi strani pa zato, ker je njihovo delo v večji meri zgolj ovrednotiti predloge in presoditi, ali si predlagani kandidati priznanje zaslužijo. In tokrat so bili veseli, da so dobili dobre predloge, in zato so 5 namenili občinsko priznanje. Priznanja so simbolična, imajo samo častno in moralno zadoščenje, brez materialnega. Poudarjale naj bi predvsem dejanja v naši skupnosti in pomen v svojem času. So zahvala naše občine posameznikom, skupinam in organizacijam za njihova nesebična dejanja, za zgled in navdih. Tudi zaradi njih je življenje v naši skupnosti lepše in bogatejše. Člani komisije so bili sicer pri odpiranju predlogov presenečeni, da za medalje, ki se podeljujejo za enkratna posamezno družbeno koristna dela in za delovne in druge velike uspehe dosežene v krajšem časovnem obdobju, ter za aktivno udeležbo v humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju škode na premoženju, ni prispelo več predlogov kot za eno organizacijo, a v okviru svojih pristojnosti so se potrudili, da delo prizadevnih gasilcev, policistov, tabornikov, civilne zaščite in drugih nesebičnih prostovoljcev, ki so priskočili na pomoč ob lanskoletnih ujmah, ni ostalo neopaženo, pa čeprav zgolj simboličnim glasbenim in video prispevkom v okviru slavnostne seje. V komisiji smo pričakovali, da bo več pobud prispelo v povezavi z lanskimi nesrečami v naši občini. Bilo je toliko navdihujočih, nesebičnih in človekoljubnih dejanj. Zato smo občini, organizatorjem te slavnostne seje podali pobudo, da v okviru programa te slovesnosti obeleži te dogodke in se na simbolen način tem odličnim občanom in organizacijam zahvali in pokloni. Največje priznanje je tokrat prejel dr. Jože Duhovnik. Postal je naš 10. častni občan in se tako pridružil Ani Notar, Juliju Novljanu, Alojziju Bukovšku, Francu Ravnikarju, Janezu Šuštaršiču, Jožefu Šilarju, Metodu Ferbarju, Dušanu Brekiču in Ivanki Šuštaršič ravno na 30. obletnico občine, za katero si je sam takrat zelo prizadeval in je bil med njenimi največjimi zagovorniki. Nisem si mogel predstavljati, ko je bil prvi predlog, da bo točno, nisem vedel, da je 30 let, ker sem že malo pozabil, ko sem pa šel gledati, kdaj je bil zakon o ustanovitvi občine in je bilo to 1994 leta, sem pa spoznal, da je to 30-letnica, tako da je to še neka posebna številka. Naziv častni občan si je zaslužil za družbeno odgovorno delovanje in angažma pri razvoju naše občine. Med drugim je sodeloval pri gradnji vaških vodovodov, gradnji sistema kabelske televizije, je raziskovalec, profesor, pisec, inovator, politik, organizator in še
še marsikaj in zaradi tega torej sedaj odlikovan z največjim občinskim priznanjem. Sem v bistvu hvaležen, vesel, ker menim, da je v Medvodah veliko takih ljudi, ki so ogromno prispevali in pozabljamo na njih. Ne. Medvode niso samo tista vsakodnevna tekma, so tudi drobna dela, drobni detajli, ki jih pravi pristaš kraja sprejema kot obveznost, ki jo moraš kraju dati. Mi smo živeli s tako generacijo skupaj, kjer nam je prostovoljstvo bilo kot neke vrste zapisano, saj smo začeli z nič. Eksistenca ni bila v tem, koliko zaslužiš na uro na študentsko izkaznico, ampak smo lahko tudi z navadnim kruhom in vodo imeli občutek, da se da veliko narediti. Je oster zagovornik tega, da je za otroke največ vredno, da jih starši navadijo na delo in v tem vidi težavo sedanje družbe v primerjavi s preteklostjo, saj je tega mnogo premalo. Tudi sam si želi, da bi tudi kot upokojenec lahko še naprej delal in plačeval davke in meni, da država starejše raje odpiše, saj naj bi jim bili odveč. Poln elana pa vseeno svoje znanje še naprej deli naokrog in nikoli ne obmiruje. Trenutno se ukvarja s številnimi projekti, del teh tudi na lokalnem področju. V tem trenutku je za mene najbolj pomembna rešitev preprečitev poplav v Medvodah in delamo projekt od Dola do Sotočja in od Pregrade do Tacna, ker je to en sklop, kjer zahtevamo, da se preprosto cel profil reke Save in Sore odpre tako, da poplav v Medvodah več ne bo. Kdor trdi, da Medvode morajo biti poplavljene, ta ne more biti niti inženir, kaj šele, da bi bil kakšen strokovnjak, ki bi trdil, da morajo poplave biti v Medvodah. To je ena zadeva. Druga zadeva pa se ukvarjamo tudi z obnavljanjem kulturnih spomenikov, ki to zahteva pa stalno delo. Veseli pa ga, da imamo veliko mladine, ki se družbeno angažira in imamo neko upanje, da vendarle imamo tiste, ki bodo tudi v prihodnje gradili skupnost. Ta mladina daje pravzaprav potrditev, da se v Medvodah, ne glede na to, da je to mesto, kljub vsemu pojavljajo ljudje, ki delajo za kraj. Sam sem tudi predlagal, da imamo še več ljudi, ki v Medvodah so dosegali tako na umetniškem kot na znanstvenem področju in prav bi bilo, če bi ravnatelji te njihove bivše učence povabili, da bi namesto policajev na začetku šolskega leta govorili o prometni varnosti, bolj govorili o tem, kako je pomemben, da se učenci učijo, da pridobivajo motorične in umske spretnosti in iz tega kasneje ustvarjajo lastno eksistenco. Lastno eksistenco ustvarjaš samo z znanjem. Brez znanja ni nič. Mladi up Medvod je postala vsestranska Ana Weber, dekle, ki je težko pri miru in svojo energijo napaja vse, ki imajo srečo, da je del njihovega življenja. Od gasilcev, gledališčnikov je tudi članica občinskega sveta, a svoje srce ima v sorški folklori. Jaz sem že od začetka pri folkloru, tudi naše dva sta se spoznala na folklor. Mi smo ena familija, ki je res cela v folklori noter. Se mi zdi, da neka harmonika pa to, kar potegne ljudi pol skupaj, pa kar se mi zdi tak inštrument, ki je dobro voljo za ljudi potegne. No. To, da igranje harmonike. Tako. Motivirati, se mi zdi, da se mora v prvi vrsti motivirati vsak sam. Mi pa kot eno kulturno društvo, recimo, ali pa kot gasilci, ali pa kot ne vem, še kaj drugega, smo pa, kako se temu reče, tisti, ki to nudimo. Zdaj, če je treba enega malo bolj špikant, pa mogoče pol del obstane, a ne, saj, ne vem. Je mogoče to delo lažje v neki manjši skupnosti, kot je Sora, kot bi bilo, recimo, če bi živela v Medvodah? Seveda, mislim, tam se res vsi poznamo med sabo, oziroma jaz točno vem, koga klicati, če kaj rabim. Tudi on točno ve, da lahko od mene to pričakuje in se mi zdi, da je eno veliko bogatstvo na to, da se toliko poznamo, pa da smo taka skupnost, pa da smo taka družna, no, se na tem vse stoji, da smo prijatelji, pa da skupaj delamo, ustvarjamo projekte, stvari.
vodimo razne zadeve. In kaj pomeni občinsko priznanje? Da se opazi tisto, kar se daje. To je mogoče se danes neka prostovoljnost tretira kot, mogoče kot, ne kot samoumevna, ker se mi zdi, da je tega skozi manj, ampak kot kako se temu reče, kot delo ali kot služba recimo, kar ni. Pa tudi ne bi smela biti, se pravi, ne vem, poznam par mladih, ki pač prvič, ki jih vprašaš, a boš prišel pomagati, je zmeri, kaj pa imam jaz od tega. Ne? Ja, če je prostovoljstvo, nimaš od tega ti nič, razen to, da imaš eno zavedanje, da si dal nekaj, kar si lahko dal in pač more tudi tisti, ki to dobi, pokazati, da je to dobil. In se tako pač gradi neka prostovoljnost naprej, ali kva, sem zdaj čist. Mogoče tudi z zgledom, kaj ne? Na ta način bodo prišli novi, tisti nove Ane, ki bodo potem spet gradili skupnost. Tako, upam, vsaj upam. Tako da, če je kakšna, ne se mi jav. Tudi drugi mladi up Medvod, Nace Guzel, je tisti, ki ga imajo otroci izjemno radi, saj jim predaja svoje znanje, s prostovoljnim delom spodbuja razvoj tehniške kulture, taborniških veščin in pozitiven odnos do sočloveka in narave. Gre se predvsem za to, da mislim, če ni takih ljudi, ki so pripravljeni delati, pa pomagati, pa sodelovati z mlajšimi. Torej, kako bo potem to izgledalo, da bojo oni postali prav tako polnomočne osebe. In to je zares moje mišljenje. Mislim, da lahko veliko prispevam, lahko dam veliko dobrega od sebe, zakaj pa ne bi. Predvsem za to. Imam občutek, da je veliko boljš, če dam nekaj od sebe, poskusimo narediti čim boljši svet in iz tega prije to. Nace Guzel je tisti, ki s svojim zgledom pripomore, da bodo tisti, s katerimi dela sedaj, potem kasneje prevzeli njegovo vlogo. Je mentor in vzornik. Najbolj opazno je pri tabornikih. Pri tabornikih smo v vodstvu ljudje, ki vedno pomagamo, delamo, ampak seveda postavljamo tudi tabore za te otroke. In tukaj je ogromno dela. In seveda, kako otroka pripeljati v taborništvo, kako mu pokazati vse te veščine, pokažeš mu tako, da je malo bolj zabaven hkrati, pa tudi tako, da si ti taka dobra oseba, se pogovarjaš tudi z njimi, kot v pogovoru, kot da sodeluješ z nekomu, ki pač lahko preprosto govoriš z njemu. In se iz tega zelo trudimo, in potem se vidi, da iz teh ljudi počasi nastajajo tudi taki, primejo za delo, pa čeprav tudi prej niso, in potem vedno bolj napredujejo k temu, da pač so vedno več vredne osebe. Tudi zato je bil zelo vesel občinskega priznanja. Torej seveda pomeni veliko, tukaj mora biti pogost odgovor, ampak pomeni res, da je moje delo pač videno, opaženo, in da je tudi ovrednoteno kot nekaj zelo koristnega za občino, kar je seveda zelo dober občutek. Predvsem mi je važno, da to, kar dajem od sebe, da je pozitiven vpliv na občane, ni nujno samo na občane, ampak tudi širša javnost. Seveda pa največ delujem v občini, ker je moja lepa sončna občina. In je zato res dober občutek, da se vidi, da je bilo nekaj iz tega. Lanskoletne poplave so zelo prizadele celotno občino, med tistimi, ki so takoj priskočili na pomoč, tako kot sicer vedno, pa je bila župnijska Karitas Pirniče in si s tem prislužila medaljo občine Medvode. Dobri občutki. Treba je tukaj res izpostaviti. Midva sta tu le predstavnika ene širše organizacije, župnijske Karitas, ki se je v teh lanskih poplavah resnično izkazala. In tudi mi smo prepričani, da je dobro, da se lokalna skupnost zaveda, kako zelo velikega pomena je to, da ljudje v takih trenutkih znajo stopiti skupaj, se povezati, si pomagati in predvsem biti prijazen drug do drugega. Dobro delo je zanje seveda samoumevno, a po drugi strani je skupnost tudi s priznanjem dala neko dodano vrednost k temu. Ravno to priznanje je hkrati tudi potrditev našega dela in izraz nekih hvaležnosti. Mi se trudimo po svojih zmožnostih, nikoli tega ne moremo izmeriti. Smo pa hvaležni tudi za tak zunanji znak potrditve našega dela.
Ob hitrem tempu življenja se zdi, da se skupnost oddaljuje, da nismo več tako povezani kot nekoč, a tisti, ki največ naredijo za skupnost, vidijo stvari drugače. Naša izkušnja je, da nas takele stvari povezujejo, kljub temu, da so strašne, ne, ampak takrat ljudje smo človek človeku. A ne. Današnji tempo je tak, da se res oddaljujemo, ampak se trudimo, no, da prihajamo naproti. Popolnoma se strinjam, tudi meni se zdi, da po eni strani res morda opažamo, da ljudje postajamo vedno bolj individualizirani, da se zapiramo vase. Ampak po drugi strani pa vidiš veliko enih odgovorov, enih pobud, ki pa so znamenje upanja, da vendarle ni vse tako zelo obsojeno na propad, ne, ampak da se prebuja nekaj novega, neka notranja solidarnost, ne, ki je morda v preteklih letih ni bilo tako zelo izrazito izpostavljeno. Je priznanje lokalne skupnosti vzpodbuda, da boste delali tako, kot sedaj delate, še naprej dobro? Gotovo in zaveza. Ne? Tako kot do zdaj, pa še bolje. Vedno pripravljeni na pomoč, a v tem primeru predvsem tistim, ki si sami ne morejo pomagati, torej živalim v stiski, so v društvu Rex in Mila. Prejeli so medaljo občine Medvode za številne prostovoljne ure, ki jih nesebično namenjajo dobro živali in okolja. Najprej se zahvaljujem za čestitke našim predlagateljem in pa seveda tudi vam, vsem gledalcem, ki nas podpirajo, s poslušalcem. Kaj bomo rekla občutki? Predvsem se mi zdi to pomembno zato, da se prepozna ta izziv, ta problem, ki v družbi obstaja, pa je mogoče v čem bolj skrit, predvsem tudi zato, ker se dogaja ob večernih urah in pa mogoče tudi zato, ker imamo ljudje sami sebe bolj na prioritetni listi, živali so pa le nekako bolj v ozadju. Tako da mislim, da je ta, bom rekla, priznanje oziroma ta pohvala za nas širšega pomena zaradi prepoznave problema, tudi širše po Sloveniji. Priznanje sta v imenu društva prevzeli Romana Frankovič in Petja Žun. Mojca Furlan pa je sicer najbolj znani obraz društva Rex in Mila, ki ima običajno okoli 10 aktivnih posameznikov na terenu in še nekaj tistih, ki skrbijo za logistiko, objave, izobraževanja in delavnice. Zdaj smo nekako v 10. letu, to se pravi prva dekada se nekako izteka, to poletje. Uradno delujemo sicer manj, a ne kot organizirana skupina. Tako da skozi ta leta se zelo, bom rekla, menjajo prostovoljci, ker ne zdržijo tempa. Mi smo na terenu čisto vsak večer, to se pravi 365 večerov, čez dan velikokrat vozimo živali na veterine, vsi pa upravljamo tudi svoje službe, oziroma vsaj večina nas. Tako da postane to zelo fizično naporno, pa tudi psihično je naporno, ker pojavljamo se predvsem tam, kjer so težave, kjer ni lepo za pogledati, kjer ni lepo videti živali shirane, lačne, zapuščene ali pa zanemarjene, čeprav imajo lastnike kot neko potrošno robo v tem času, kjer zdaj živimo, pač to ne more biti več tak odnos do živih, čutečih biti kot potrošna roba, en pogine, ga pustiš, da v mukah pogine, pa potem napavaš drugega in tako naprej. Skrbijo za 21 rednih lokacij, kamor sodijo tudi nekatere kmetije s po 30 mačkami, ki jih hranijo z relativno kvalitetno hrano. Trudijo se, da bi ljudje svoje živali sterilizirali oziroma kastrirali ter s tem ustavili širjenje zapuščenih živali. Problem je namreč kljub temu, da je občina Medvode na tem področju ena najbolj razvitih, še vedno zelo velik in zato društvo Rex in Mila stremi k temu, da bi nam bile zgled države, v katerih zapuščenih živali skorajda nimajo ali pa skrbijo zanje in je to del njihove kulture. Medtem ko pri nas, bom rekla, en del prebivalstva še vedno debelo pogleda, če prideš porihtati ali pa pohraniti ali pa predlagati, da se njihove mačke in pse sterilizira, da pes ne more živeti svojih 10 let v boksu sam, usamljen cele dneve. Ne nazadnje pa tudi v, bom rekla, bolj urbanih naseljih, tudi če dam proti ruralnem pač primerjavo, ni dobro, da so živali ves dan same. Se pravi, mora biti živali vsaj v dvojicah posvojene ali pa psi, a ne pač sprehajanje na drugačen način. Če človek dela 10-12 ur, ne more imeti psa zaprtega, da lula na neko planičko. Ne. Tako da tukaj se zelo, zelo trudimo, da bi nekako seznanili ali pa informirali ali pa ozaveščali, kakor temu hočeš reči, ker nekateri ljudje enostavno ne razumejo, no, in rečejo, mislim, imajo zelo neprimerne in tudi zelo primitivne in zelo, bom rekla,
brez znanja so, čeprav pravijo, da imajo celo življenje živali. Če imaš ti celo življenje žival, še ne pomeni, da v tej živali sploh karkoli veš. To ni nobena referenca. Vedno ostra, kritična, a vse to je tudi odraz nemoči, ko se vsakodnevno soočajo s stisko zanemarjenih in bolnih zapuščenih živali in se stanje kar ne izboljšuje. Pomagate jim lahko tako, da svojih živali ne razmnožujete in delite naokrog, da posvajate odgovorno, ne bo pa odveč tudi kakšen prostovoljni prispevek v njihovo vedno prazno blagajno, iz katere v zadnjem času predvsem pokrivajo dolgove za veterinarske stroške. In še medklic na vas je, da na začetku leta pogledate okrog sebe in predlagate zaslužne občane. Kasneje je namreč za tisto leto prepozno. Letošnja slavnostna seja je potekala še posebej slovesno, saj občina Medvode praznuje tudi 30 let obstoja. Župana Nejca Smoleta so v namen podelitve priznanj ozaljšali župansko verigo, ki je sicer simboličen predmet, ki ga župani nosijo kot del uradne obleke med pomembnimi dogodki. Ker županska veriga predstavlja tudi zgodovino oziroma identiteto občine, je oblikovana še posebej premišljeno. Idejno zasnovo sta leta 2017 predstavila že pokojni France Cegnar in Zvonka T. Simšič. In še en dogodek je zaznamoval letošnjo slavnostno sejo. V zaključnem delu slavnostne seje sta namreč župan in sin kiparja Franceta Rotarja, Rok Rotar, slovesno odkrila tudi kroglo z jedrom, ki sedaj lepša naše Sotočje. Še preden je častna občanka Ivanka Šuštaršič županu nadela slavnostno verigo, je ta kot slavnostni govornik nagovoril zbrane na slavnostni seji in se posvetil temi, ki mu v zadnjem obdobju pogosto krade misli. Kaj se dogaja s skupnostjo in kako jo povezati, vzpodbuditi sočutje, pripadnost in nesebičnost. Razmislimo o tem, kaj je tisto, kar je res pomembno. Kaj je tisto, kar res šteje. Zakaj je res vredno živeti. To ne pomeni, da je ves naš trud, želje, tudi ambicije nekaj, kar je napačno. Nikakor. Brez izzivov, tudi poslovnih, družbenih in podobnih, se človek težko razvija v življenju. Pač pa je misel namenjena razmisleku nas, kot posameznikov in kot skupnost. Ali znamo živeti tukaj in zdaj? Ali se znamo preprosto zavedati neskončne sreče, ki jo imamo, da še živimo v časih miru? Na tako čudovitem delu sveta, v prekrasni deželi in znotraj nje na tem posrečenem križišču mesta in podeželja, gričevja in ravnin, polj in rek. Se zavedamo dovolj, da so edino, kar resnično šteje, dobre vezi med nami. Dobre vezi, pa tkem z lepo besedo, s prijaznim pogledom, s prizanesljivim odpuščanjem in zavedanjem, da smo vsi ljudje in kot taki vedno polni napak. Meni, da bi moralo biti poslanstvo vsakega želja po tkanju pravih, dobrih vezi in bi vsakdo moral izgoreti v delu za skupnost, pri tem pa s tkanjem dobrih vezi doseči cilj in osmisliti svoj postanek v tem času. Rdeča nit letošnje prireditve je bila torej geslo praznovanja 30. obletnice občine Moč dobrih vezi skupnost gradi. Za portretne filme nagrajencev je tudi tokrat poskrbela Silvana Knox televizije Medvode. S projekcijo in filmi ter skladbo Evropa v izvedbi Marka Mozetiča in godbe Medvode so se spomnili tudi požrtvovalnih prostovoljcev, ki so našo skupnost pomagali postaviti na noge po lanskoletnih katastrofalnih poplavah. Izbor glasbe je bil letos lokalno obarvan. Gledalci so prisluhnili premierni izvedbi skladbe Domači spev mladega medvoškega upa Andraža Babška v izvedbi godbe Medvode. Ti so spremljali tudi izvedbo medvoške popevke Druga reka avtorja Gregorja Rozmana v interpretaciji Anje Strajnar. Ta pa je nastopila tudi z mladinsko vokalno skupino Medvode.
Župan je priznanja zaslužnim občanom prvič podeljeval opremljen županovo verigo, ki bo odslej redna oprava župana med pomembnimi dogodki. Ni pa to običajna veriga, temveč je v celoti zasnovana s simboli, ki ponazarjajo občino, našo naravno in kulturno dediščino. Idejno zasnovo pa sta pripravila leta 2017 Zvonka Simčič in Franc Cegnar. Za samo verigo bi lahko rekla, da je večnivojskega pomena. Eden pomen je vsekakor sama krajina. Občina Medvode leži kot neka kotlina, ki jo obdaja hribovje. Drugi pomen je Jakob Aljaž za samo občino. Njegova rojstna hiša je pod Šmarno goro na Zavrhu in iz točke njegove rojstne hiše se res lepo vidi Aljažev, torej Triglav z Aljaževim stolpom. Notranjost torej ponazarja sotočje. Zunanji rob členov predstavlja relief hribovi vidnih sotočja Sore in Save, od Šmarne gore, Starega gradu, Svetega Jakoba pa do Triglava. Veriga je sestavljena iz 31 členov, ki je tudi število krajev v občini. Ti členi so sestavljeni iz dveh delov, ki predstavljata reki Soro in Savo. Posebnost te zasnove je ta, da je občina Medvode sodelovala z idejno zasnovo, z idejo, in sicer naredili so en zračni posnetek občine in naredili potem eno silhueto teh hribov okrog. To je bila potem osnova za to, da sem jaz oblikoval idejo za ta izdelek. Naredil sem potem, ta silhueta poteka po zunanji strani te verižice, naredil sem potem segmente, člene, 31 takih členov, ker ima občina 31 naselij. In osrednji del tu spodaj je grb občine Medvode, tako da nastala je ena taka zanimiva celota, kjer sta vsi členi praktično različni, kar pomeni, da je dobesedno unikatna, ker noben člen ni enak drugemu. 7 členov ima izrezane luknje. Izrezan material pa bo kasneje vkomponiran na različne pomembne kraje po občini in jih bodo s tem tudi energijsko in simbolno povezali z verigo. Te točke, ki bodo ustvarjene v povezavi z verigo, naj bi bile točke, kamor bi ljudje hodili, kjer naj bi se srečevali in s tem ljudje sami, torej sami občani, prinašali energijo v verigo, ki pa simbolično nosi skupnost. Na ta način bo županska veriga kot del pomembnih protokolov, torej tudi del naše skupnosti ter naravne in kulturne dediščine Medvod. Število 7 v krščanstvu simbolizira popolnost, pogosto pa se uporablja tudi kot vir sreče. Na zadnji strani 2 členov sta vgravirani imeni dosedanjih županov, na prvem členu prejšnjega Stanislava Žagarja in na drugem aktualnega župana Nejca Smoleta. Tako ima veriga še mnogo prostih členov za vse prihodnje županje in župane, ki bodo s pomočjo protokolarne županske verige ponosno predstavljali našo skupnost ob najbolj pomembnih in slovesnih priložnostih. Ob 30. obletnici občine pa sta župan in sin pokojnega kiparja Franceta Rotarja, Rok Rotar, slovesno odkrila kip krogle z jedrom. Ta naj bi predstavljala jedro naše občine, ki ga obdajata 2 polovici reki Sava in Sora, in prav iz tega razloga je locirana na Sotočju, na točki mestnega jedra, ki postaja simbol naše moči in trdnega jedra skupnosti. Je tudi opomnik na lanskoletno poplavo in simbolizira novo, še močnejšo skupnost, ki jo preizkušnje le še bolj povezujejo in utrjujejo. Na odkritju sta nastopila kitarist Marko Mozetič Mozo in operni pevec Tomaž Štular. Ste vedeli, da je na območju naše občine kar 19 cerkva, najbolj priljubljen svetnik pa je, če upoštevamo imena, Sveti Jakob. Tudi letos smo s pohodi od Jakoba do Jakoba pod okriljem javnega zavoda Sotočje
v sodelovanju s Planinskim društvom Medvode in posameznimi turističnimi društvi zaključili niz prireditev v počastitev letošnjega občinskega praznika. In to prav v soboto, 6. julija, ko naša občina praznuje občinski praznik, saj se je tega dne leta 1845 v Zavrhu rodil Jakob Aljaž. In prav do njegove rojstne hiše tudi vodijo vsi trije pohodi. Letošnji so šteli tudi za prireditev ob 30. obletnici občine Medvode. Rekordno število pohodnikov, najmanj 130, se je to soboto torej odpravilo na pohod. Ene od treh cerkva posvečenih svetemu Jakobu v naši občini, v Hrašah, na Petelincu in na Brezovici. In vse do Zavrha smo šli. Mi smo se s kamero pridružili slednjim s prav posebnim namenom. Prvi smo se torej na pot odpravili že ob 6:30 zjutraj, najprej z avtobusom do parkirišča pred osnovno šolo Topol, nato pa peš do izhodiščne točke pohoda do cerkve svetega Jakoba na Brezovici, kar je že sicer najbolj strm del tega najdaljšega pohoda. Najstarejši znani zapis o tej podružnični cerkvi sega v leto 1631, današnjo podobo pa nosi od popotresne obnove leta 1898 dalje. V naši novodobni zgodovini je lokacija znana predvsem po praznovanju Dneva samostojnosti in enotnosti. Že sicer je vsako leto od leta 2017 dalje prav tu ena najbolj priljubljenih točk za skupinsko fotografijo. Letos ob 30. obletnici občine Medvode pa so pohodnike tu pričakali pobudniki in realizatorji ideje, ki je že dlje časa tlela, da tudi tu zaplopala slovenska zastava in je, poleg slovenske, še evropska in občinska. Zastave je blagoslovil Tone Česen, duhovni pomočnik v Sori in na Sveti Katarini. Ta ideja je bila čisto funkcionalna. V bistvu smo ob teh prireditvah 26. decembra izobešali zastavo na zvoniku, ne, in je skoraj nam že enkrat ta zastava zaradi reflektorjev zgorela in smo že improvizirali, da bi postavili te jambore stran od cerkve. No in to se je vleklo vseh teh 34 let. In tokrat jih imamo kle, ker je volja se združila za tem, da smo to zadevo speljali. No in je... Čigava volja vse je bila potrebna za to, da se je to speljalo? Ja, zadnji klik je bil 30-letnica občine Medvode. Ja, Jakob je res en simbol, za nas domačine pa sploh. V bistvu Jakob, da je tak, kot je, so zaslužni domačini, ki so bili tukaj pred nami in smo zaslužni domačini, ki smo tukaj zdaj. Da ga obdelujemo, da ga kosimo, da vse te stvari urejamo. In tudi iz strani domačinov je prišla ideja, zakaj ne bi tudi na Jakobu postavili zastave. Se pravi, naši fantje so skopali luknje, zabetonirali podstavke, občina je pomagala, dala te zastave, tako da danes smo tukaj z enim takim lepim namenom. Ja, te zastave so en znak ponosa. Ob tej priložnosti sta nas nagovorila tudi župan občine Medvode Ned Smole in predsednik prve vlade Lojze Peterle, že običajni udeleženec decembrskega praznovanja Dneva samostojnosti in enotnosti na tem prizorišču. To, kar se dogaja danes tukaj, krepi moje upanje, da bomo največji politični dosežek slovenskega naroda v njegovi zgodovini praznovali vse bolj s Prešernim srcem in želim, da bi te zastave krepile tisto oziroma nas spominjale na tisto, kar nas druži. Druži nas pa lahko samo to, kar prihaja iz srca, kar teži k skupnemu. Podobno pripadnost tej gori namenja tudi legendarni slovenski igralec in pesnik Tone Kuntnar, ki je za tokratno priložnost ponovno posegal po besedilu Ivana Cankarja o stvarjenju naše dežele. Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujal je na vse 4 strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, pa v Triglavo do Gorjancev in rekel, veseli ljudje bodo živeli tot. Pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje.
Zapeli so nam katarinski fantje, med drugim tudi domačo katarinsko, ki opeva lepoto teh krajev. Postregli pa so nam člani in članice turističnega društva Polhograjski Dolomiti, v katerega so preimenovali nekdanje turistično društvo Katarina. Ja, zakaj? Skupnost. Skupnost je tista, ki je sveta. Na Katarini in v okolici moram zdaj reči, da nam je ratalo narediti tisto, kar nekaj časa ni bilo. Ratalo nam je povezati ljudi, vsaj neko veliko večino, tako da smo dosegli to, da smo spet ena skupnost. Skupnost, ki deluje, skupnost, ki ni nič težko. Zato smo se tudi preimenovali v turistično društvo Polhograjski Dolomiti, da povežemo vse te ljudi, ki živimo tukaj po tem Polhograjskem hribovju. Polhograjsko hribovje ni samo Katarina, ni samo Jakob, ampak je ogromno enih kmetij, domačij, kjer ljudje živijo, delajo in skrbijo, da je ta krajina tako lepa in obdelana, da jo mi in vsi vi, ki pridete sem gor, občudujemo. In sem vesel, da smo res v takem številu se zdaj skupaj povezali in sem vesel, da imamo na drugi strani tudi občino, s katero se da lepo sodelovati in nam tudi pomaga pri naših idejah. Mi pa njim seveda. Na kratki slovesnosti ob dvigu zastav sta bila prisotna tudi dr. Jože Duhovnik, ki je večer predtem prejel naziv častni občan, in Miroslav Mozetič. Na Svetem Jakobu je vedno lepo, tako da toliko zgodaj še nisem bil, ampak ponavadi pridem dopoldan na Jakoba, zvečer pa samo takrat za praznik. Kaj vam osebno pomeni zastave? Ja, zastava seveda, naša slovenska zastava je znak naše državnosti. To je osnovna stvar, tako da jo vedno tudi rad sam doma obesimo. Tukaj gor je pa tudi eno zadoščenje, da je to, kar smo začeli pred 33 leti, še vedno traja in tudi to, da je občina pristopila k tej stvari. To se mi zdi zelo pomembno, tako da je zdaj to občinska proslava. Mozetič je bil leta 1994, takrat kot poslanec, tudi najbolj zaslužen, da je bila občina Medvode ponovno ustanovljena. Prepričan je, da v zadovoljstvo vseh. Zdaj spraznujemo 30-letnico in dejansko so mi šle misli v preteklost. Res je bilo kar vprašljivo je bilo, kaj bo z občino, ker referendum ni uspel in ogromno ljudi, zdaj če gledam politično, ideološko, smo bili praktično samo krščanski demokrati za občino. In takrat sem jaz bil v državnem zboru poslanec in seveda sem forsiral v to smer, da je kljub temu, da referendum ni uspel, da je občina bila ustanovljena. In tudi prvi začetki so bili kar počasni, kar težki, kar nekako stresni. Kakšne argumente ste vi zagovarjali takrat 30 let nazaj, da občina Medvode mora biti občina, ker je nekoč bila ali kako? Ja, ravno to, da je nekoč bila in da je dovolj velika oziroma ne dovolj, da je med večjimi občinami v Sloveniji. In tudi nekako geografsko je lepo zaokrožena. Po krajši slovesnosti smo pohodniki pot nadaljevali najprej po robu do cerkve Svete Katarine in nato do cerkve Svetega Jakoba na Petelincu, kjer se nam je pridružila še skupina pohodnikov, ki se je sicer zbrala ob prvi tabli učne poti v Žlebeh. Z nastankom cerkve oziroma starim imenom Petelinci je povezano kar nekaj legend. Prvič pa je omenjena že leta 1339. V zadnjem obdobju je bila deležna potrebne sanacije in ureditve dovozne poti. Od tu naprej smo pot nadaljevali skupaj do cerkve Svete Marjete, se spustili do galerije pod Kozolcem, kjer je postavljena ena od 3 razstav posvečenih 30. obletnici občine Medvode. Od tu naprej pa se je trasa pohoda letos prvič spremenila. Pot smo namreč nadaljevali skozi Žlebe do Čerena oziroma Preske, do taborniške rezidence in potem mimo šole, pokopališča in pod podhodom do centra Medvod, do Medvoškega loka, kjer je bil kratek postanek. Pohod smo nadaljevali po desnem bregu Save do Toplega vrelca Straže in čez Spodnje Pirniče vse do Zavrha. Kljub slovesnosti na Brezovici smo do končnega cilja, do rojstne hiše Jakoba Aljaža, prišli v podobnem času kot prejšnja leta. Ker je bila res dobra skupina, smo dejansko lahko v zelo podobnem času prišli na cilj, vsi celi brez poškodb. Ker ni več brvi v Mednem, smo letos pot preusmerili na Brv v Medvodah.
Razlika v kilometrih niti ni velika, za par 100 metrov je daljša pot. Je pa podobno, poiskali smo tako pot, da je bilo čim več sence, ker kljub vreme nam je bilo zopet naklonjeno, tako kot mislim jaz, da vsa leta do zdaj. Ne? In skupina je bila tudi največja do zdaj. In na Katarini, se pravi na Topolu, nas je štartalo 57, potem so se nam pridružili še v Petelincu in skupno nas je sem prišlo 70. Ta pot je praktično za vsakega povprečnega pohodnika. Na celi poti je približno 350 višinskih metrov razlike, s tem, da se vsi ti višinci naredijo takoj po štartu do Jakoba, potem je pa dejansko samo še spust v dolino s parimi kratkimi vzponi. Ob idealnem vremenu je res pot primerna praktično za vsakega kolikor toliko hojenega pohodnika. Celo prehiteli smo skupino, ki je svoj pohod začela ob 9. uri ob cerkvi svetega Jakoba v Hrašah, ki je, tako kot cerkev na Petelincu, vključena v slovensko Jakobovo kolesarsko pot. Pohod so nadaljevali mimo kmetije pri Janharjevih, se povzpeli do Starega gradu nad Smlednikom in nato po ravnini mimo golf igrišča prispeli do cilja. Kakšno število ste vi danes pripeljali sem? Ja, tudi rekordno. Prišlo nas je iz Starega grada 57, v Hrašah nas je štartali 50, tako da ponavadi smo bili tam okrog 50, smo kar ene par povečali. Mi smo imeli malo spremenjeno pot, ker je brv v Vikrčah odnesla. Vi ste imeli tako klasično, standardno pot? Klasično, sem mogoče malo bolj zarašeno, več je svetlobe v gozdu in se je kar zarasel. Kolikokrat do zdaj ste bili nekako vodja te poti? Ja, kar vsak let sem, tako da začetka že, ja. In kaj bi rekli, kaj je draž tegale pohoda? Kaj je tisto, kar mogoče pripelje tudi ljudi iz drugod sem? Ja, predvsem druženje, en lep sprehod, tako da se nekaj lepega zgodi. Gre torej za pohod od cerkve posvečene svetemu Jakobu, pomembne osebnosti v krščanski zgodovini, zavetniku mnogih poti in mest, romarjev in številnih poklicev, pa vse do rojstne hiše Jakoba Aljaža, ki je s postavitvijo stolpa vrh Triglava simbolično označil Slovenijo in pripadnost slovenskemu narodu. Bil je duhovnik, skladatelj, planinec, dejaven na političnem in družbenem področju, goreč zagovornik slovenskega jezika, kulture in narodove zavesti. In tudi nasplošno. Nasplošno bil je razgledan človek in ima veliko vpliv na Slovence in bom rekel, je kar prav, da ga tako slavimo na vseh teh področjih in imamo nekako srečo, da je bil rojen v naši občini in je dejansko naš zavetnik. In tudi, ko gremo planinci z naših izletov, če nas pot vodi skozi Dovje, se vsakič ustavimo blizu njegovega spomenika. Bolj kot domoljub, gornik, na vse zadnje pa tudi skladatelj. Tudi nekaj lepih njegovih pesmi je. Vaša najljubša? Ja, v Triglav moj dom. Večina pohodnikov je imela s sabo kartonček, kjer vsako leto zbirajo žige za dokazilo, da so prehodili katerega od 3 pohodov od Jakoba do Jakoba. Vsi, ki smo zbrali vsaj že 3, nas v Ticu Medvode čaka simbolična nagrada, steklenička za vodo. Kar precej pa nas je tudi takih, ki letos na posebnem kartončku nizamo žige za opravljene pohode ob praznovanju 30. obletnice občine. Najbolj zavzeti imajo 3 žige. Za opravljen pohod po poti spomina in prijateljstva, za pohod po poti roparskih vitezov in tokrat za pohod od Jakoba do Jakoba. Tako, to je 3. pohod pod znamko 30-letnice, ki so združeni 4 pohodi, tako da jeseni nas čaka še pohod po Polhograjskih Dolomitih. Moram pa reči, da sem zelo vesela, ker sem videla na veliko kartončkih vse 3 žige do zdaj, tako da super, ja. Pričakujemo, da bo kar dosti ljudi zbralo vse. Pohodi od Jakoba do Jakoba so torej letos sestavni del praznovanja 30. obletnice občine Medvode, ki se je začelo 4. maja prav s premierno prizoritvijo kratkega filma o Jakobu Aljažu. Kakšni odzivi prihajajo?
Na film zelo v bistvu pozitivni, tisti, ki so si ga pogledali, so zadovoljni, da poda dovolj informacij, da je kvalitetno narejen, tako da sem vesela tudi v tem smislu, da je neka dodatna ponudba, ki jo lahko ljudem pokažemo. Ali je zaživela rojstna hiša tako, kot ste si želeli, oziroma gremo v pravi smeri? Morda še nismo tam, gremo pa v pravi smeri. Za vas je prava smer kakšna? V bistvu čim več obiskovalcev, predvsem tistih, ki jih zanima življenje in delo Jakoba Baljaža, pri tem, kar imamo mi zapovedati, pri tem, kar film pokaže, in pa to, da bi v bistvu nekako stremim k temu, da bi lahko bila kakšen dan na teden odprta tudi za tiste, ki se ne najavijo, tako da to je želja in gremo proti temu. Torej, lahko rečemo malo spominska hiša, malo pa ena živa hiša, kjer se marsikaj dogaja. Kaj? Tako. Še vedno v bistvu v hiši gostuje Kulturno-umetniško društvo Jarem, ki pripravlja kar nekaj dogodkov, pa tudi mi se v bistvu trudimo, da bi nekako upeljali čim več dogodkov, recimo tako kot tale pohod, ki pripelje veliko število ljudi. Tudi izven naše občine. Večji skupini sta na primer prišli iz Jesenic in Ljubljane. Sledila je pogostitev ob zvokih sorških orgličarjev. Župan Ned Smole je letos izjemoma pohodnike nagovoril že prej, ene kot rečeno na Brezovici, druge na Starem gradu, zato na končnem prizorišču njegovega nagovora ni bilo. Je bila pa to priložnost, da potegnemo črto pod tradicionalnim občinskim praznovanjem prav na dan praznika, 6. julija, ko se je leta 1845 v Zavrhu rodil Jakob Baljaž. Ja. Res, letošnji pohod od Jakoba do Jakoba je bil zagotovo vsebinsko zelo nabit, kar se malce pozna tudi na časovnici, ker smo prišli pol uro kasneje kot ponavadi, ampak vseeno se mi zdi, da dokler je razlog zamude to, da smo praznovali, potem to ni nič narobe, če do te zamude prišlo. Čudovita udeležba, jaz mislim, da nas je skupaj krepko preko 100. To je verjetno ena največjih udeležb do zdaj, kar me še posebej napolnjuje zadovoljstvom, ker to pomeni, da se je med ljudmi ta pohod prijel, a vse ne smemo pozabiti, da smo 5. 6. julija, da je čas dopustov in da se vsem toliko ljudi vzame čas za tole druženje, se mi zdi, da je potem to največja nagrada vsem tistim, ki se trudijo in nam pripravljajo to praznovanje že kar nekaj mesecev naprej. Če potegnete črto pod občinskim praznovanjem, smo lepo praznovali? Ja, jaz bi upal reči, da čudovito. Če smo se januarja in februarja pogovarjali o tem, ali bo to praznovanje 30-letnice uspelo obuditi en duh skupnosti, tkati dobre vezi med ljudmi, potem bi upal tudi po včerajšnji slavnostni seji, današnjem pohodu in dogodkih, ki jih je zdaj bilo res že skoraj brez števila, reči, da jaz mislim, da nam je. Da je bil narejen en tak zelo velik napor, da ljudje začutijo skupnost, da začutijo, da je pomembno, da živimo ne en mimo drugega, ampak drug z drugim. In si samo želim, da bi naslednjo okroglo praznovanje, ko bo potekalo vsaj s tako energijo, če ne večjo. Prav na ta dan, torej tradicionalno prvo soboto v juliju ob 9. uri, že vse od leta 1997, se pred rojstno hišo Jakoba Baljaža odvija tudi slavnostna akademija Gorniškega kluba Jakob Baljaž. Tudi letos je bilo tako. Več o tem v prihodnji oddaji, kot tudi o še enem, tokrat animiranem dokumentarnem filmu o Jakobu Baljažu z naslovom Za vse nas Slovence gre, ki je bil premierno predstavljen dan kasneje na Urhovo nedeljo. Avtor animacije je Juan Juvančič, avtor scenarija pa kar smleški župnik David Jensterle. Vsi nagovori župana občine Medvode Nejca Smoleta v letošnjem letu so namenjeni razmisleku o tem, kaj nas povezuje v skupnost. Tako je bilo tudi na slavnostni seji in še predtem ob dnevu državnosti. Na podlagi desetletja in pol vsakodnevnega spremljanja dela v skupnosti meni, da skupnosti ne dela denar in da ni rečeno, da je točka povezovanja prav sodelovanje skozi investicije in projekte. Če seveda teh slednjih vsi ne vzamejo za skupno dobro. Kmalu bo leto dni od katastrofalnih poplav in marsikdaj se že sliši negodovanje, ker sanacija poteka zelo počasi. Kaj se nam torej obeta?
Kar se tega tiče, je pred nami precej delovno poletje, končno se bo zagnal večji cikel popoplavne obnove, seveda se bo ob letu Osorej. Tega sem vesel, torej pričakujemo gradbišče na glavni državni cesti, torej gre za kompletno rekonstrukcijo vodovoda, glavnega primarnega vodovoda na državnem mostu. Tukaj moram reči, da sem vesel, da se bodo ta dela odvijala. Upam, da samo med poletnimi počitnicami, nisem pa prepričan, če ne tudi v septembru. Gre za pomembno investicijo po poplavah, zato ker bomo s tem lahko zagotavljali vodooskrbo tudi v centru Medvod, brez da preko bypassa vodimo vodooskrbo. Potem računam, da bo v tem tednu uveden izvajalec, ki je že izbran v dela po dolini Ločnice. Tam se rekonstruira 6 mostov, praktično vsi mostovi do Trnovca. Gre za zelo veliko investicijo, ki bo potekala po mojem še krepko v jesen. Bo pa potekala tako, da se bo delal most za mostom in bo promet vsaj približno normalno potekal v tem času. Imamo zeleno luč tudi za rekonstrukcijo občinske stavbe in pa sosednje ceste komandanta Staneta 14. V kakšnem obsegu? V takem obsegu, kot smo si zamislili, se pravi, da se cesta komandanta Staneta 14, stavba enokapnica poleg občinske stavbe podere, ker je pač statično popolnoma neustrezna, da se tam naredi nadomestna gradnja in da se rekonstruirajo pritlični prostori. Trenutno imamo tam samo eno zadrego, ta je, da sicer imamo izvajalca, ker pa smo toliko časa čakali tudi na potrditev strani državne tehnične pisarne. In ker gre za zelo veliko investicijo, sem bolj pristaš tega, da zdaj naredimo vse javni razpis in še enkrat iščemo izvajalce, zato da je stvar narejena maksimalno transparentno. Seveda bo pač en mesec kasneje, ampak če smo čakali 1 leto, bo pač en mesec, se bomo še en mesec tam stiskali malce, potem bo pa zadeva lepa. Je pa zraven tudi zdaj še kar nekaj projektov, za katere jaz upam, da smo tik pred tem, da jih državna tehnična pisarna potrdi. Med drugim seveda verjetno med ljudmi skoraj najbolj pričakovana Brv v Vikrčah. Tam je projekt narejen, izvajalec izbran, vse, samo od decembra že čakamo potrditev državne tehnične pisarne. Kako dober sogovornik je državna tehnična pisarna? Jaz jih vedno zagovarjam, zato ker nikoli v življenju se ne bi želel biti v njihovi koži. Jaz si predstavljam, da so dobili zdaj 1000 projektov in kdorkoli, ki tako z neznosno lahkostjo pisari po spletnih omrežjih in tako tolče čez njih, se mi zdi neferno. A veste, v Sloveniji imamo rekordno nizko brezposelnost, kar pomeni, da je vsa delovna sila angažirana in tako deficitaren kader, tako strokoven kader, kot so inženirji, ki to pregledujejo normalno, da je pač tukaj prišlo do ozkega grla. Jaz sem slabe volje samo takrat, kadar se mi zdi, da zaradi nekih birokratskih neumnosti zadeve stojijo. To tudi se dogaja, ampak to ni krivda državne tehnične pisarne, to je mogoče malo krivda uradništva v državni upravi, ki stvari postavlja tako, kot jim včasih tudi malce paše. No, tako da jaz verjamem tudi v tem odnosu, ne samo z državno tehnično pisarno, ampak z vsemi ministrstvi in z vsemi, da pač če smo mi fair in če povemo, zakaj gre, potem bojo tudi prišli rezultati. Seveda bi si vsi želeli, da bi bili ti rezultati že pol leta nazaj, ampak kar je glavno je, da danes v Medvodah lahko pridete kamorkoli, nobena cesta ni tako zaprta, da bi se do hiš ne dalo priti. Seveda bi bilo pa tudi meni veliko ljubše, če bi recimo most pred občino že davno stal nov. In bo kdaj? Most pred občino, jaz računam, da konec poletja bi morali imeti končno potrjene projekte. Tam mnogi sprašujejo, zakaj gre. Ne zavedajo se pa, da je na most obešen tudi glavni plin. Vsa kompletna primarna kanalizacija za cele Medvode in tukaj je bilo zdaj kar veliko poskusov narejenih strani energetike, da bi plin spravili pod strugo Sore. Tudi mi si želimo, da bi šli primarni fekalni vodi, to pa pomeni komplet rekonstrukcija črpališča. Plinari so bili neuspešni, ker niso dobili zemlje, ker niso prišli z ljudmi skupaj. Tako da tukaj je ta kompleksnost kar velika. Vsem zdaj s plinom, brez navezanim na most ali podbitim projekti morajo biti narejeni do konca poletja in jesen je treba to podreti in potem nov most narediti. Z optimizmom v počitnice? Ja, absolutno, zato ker sem vesel, da bojo odprta gradbišča. Tega ni župana, ki ne bi bil vesel odprtih gradbišč. Ne le na slavnostni seji, občinski svetniki so se minuli teden, kot običajno v sredo, zbrali tudi na 11. redni seji in zadnji pred počitnicami. Ker občinska sejna soba po poplavah lansko leto še ni sanirana, kot smo slišali, gre občinska stavba v celovito obnovo, so se sestali ponovno v osnovni šoli Medvode.
Opravili so nekaj imenovanj v svete javnih zavodov, omogočili so Komunali Kranj, da zviša cene oskrbe s pitno vodo na območju, kjer to javno gospodarsko službo sploh še upravlja, predvsem gre za krajevno skupnost Mlednik. Sprejeli so 2 spremenjena pravilnika, ki sta sicer pravna podlaga, da občina v enem primeru sofinancira razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, v drugem primeru pa razvoj malega gospodarstva. Dokončno so potrdili tudi spremembe odloka iz leta 2003, ki bolj pravično ureja plačilo občinskih funkcionarjev, predvsem članov nadzornega odbora. Največ dvomov pa se jim je porodilo o potrditvi sklepa o lokacijski preveritvi, s katero so podjetju Donit Tesnit omogočili, da tudi papirno uredi izgradnjo lovilne sklede za 3 rezervoarje za skladiščenje kurilnega olja. Več o pomembnejših posameznih temah pa v prihodnji oddaji. Vračamo se nazaj k praznovanju. Poletje med vodami je Medvoški poletni festival, ki združuje manjše in večje kulturne prireditve in kino predstave. To soboto, na sam rojstni dan naše občine, se je ta pričel z Okusi Sotočja, kjer so si lahko obiskovalci privoščili nekaj za podzob, prav tako pa tudi kaj za popit, saj so jim postregli prostovoljci kulturne, športne in turistične zveze in medvoški študentje. Nekateri so se preizkusili tudi na zabavnih igrah z nagradami, otroci na napihljivih igralih. Za konec tega prazničnega dne pa je nastopila še rock skupina Midva. Poletje med vodami je festival, ki letos poteka že 3. leto. Pričel se je to soboto na Medvoški tržnici in potrajal celo poletje, saj se zaključi 30. avgusta. Torej v ponudbi so še 3 večeri kino pod zvezdami oziroma kino na tržnici, kot ga imenujemo, 3 filmski večeri tule na prireditveni ploščadi, potem pa konec julija ponovno nekako poskušamo zanimive lokacije po občini vključiti kot dogajalne prostore, tako da v juliju sledi še koncert Adija Smolarja na trgu Svetega Urha, ki smo ga že preizkusili kot odlično prizorišče za akustične koncerte. Novo prizorišče letos dodajamo, to je, poimenovali smo ga Terasa Bara kulture 313,6. V bistvu bo šlo za koncert pred kulturnim domom. Prihaja Leopold I iz Prekmurja svojo zasedbo, poimenovano Leopold I in II. Tako da zagotovo ena nova zanimiva pridobitev. Potem pa še konec avgusta koncert spet ponovno tukaj na tržnici Medvode Uroš in Tjaša, prihajata za vse romantične duše in pa kot vedno zaključek ob začetku šolskega leta za vse mlade in mlade po srcu Alo Stari v klubu Jedro. Ta vikend so si obiskovalci lahko napolnili želočke pri premičnih prikolicah s hrano oziroma tako imenovanih food truckih in na stojnicah Okusi Sotočja, kjer sta se predstavila 2 lokalna ponudnika, gostilna Mihovec in Anjini domači štruklji. Ja, lejte, teden ima 2 dneva. Včeraj smo bili v Ljubljani, danes smo pa v Medvodah. Mi imamo radi svojo občino in smo se prišli malo udeležiti, čeprav imamo doma tudi polno dela. Danes imamo telečje jetrca, dodatek so sveže lisičke, piščančji medaljončki z mandlji, 3 vrste domačega kruha, takole lepo pečejo naše punce, in pa krhki flanceti in pa bezgov sok za veliko limonce. Danes predstavljamo Anjine domači štruklji, sem občanka Medvod in zelo ponosna na to, da lahko udeležila sem danes tega dogodka. Ajdovi skutovni orehi, borovničeve pa klasične sladki so danes porcije, kar jih ponujem. Sicer jaz ponujem tudi veliko več okusov, katere najdete v kmetijskih zadrugah Medvoda, sigurno. Svoje kosti pa smo si lahko razmigali na zabavnih igralih z nagradami in na napihljivih igralih. Žejo smo si obiskovalci festivala lahko pogasili na 3 stojnicah. Te so bile posebne, saj so na njih stregli prostovoljci medvoških zvez, v katere so povezana društva, športne, turistične in kulturne. Pridružili pa so se jim še predstavniki mladine in posebnost. Ideja je bila, glede na to, da je gre za brezplačni dogodek,
zakaj ne bi pa od tega vsaj recimo pripomogli zvezam, posledično društvom, ki so dejavne v občini Medvode. Tako da prav zato so 3 šanki na vsakem šanku, oziroma celo 4 zveze tokrat, oziroma en mladinski klub in 3 zveze. Ves izkupiček od prodane pijače gre njim, tako da upam, da vsaj nekaj bodo imeli od tega, pa morda si člani zvez privoščili kakšen izlet recimo, ali pa kakšno izobraževanje, ali pa karkoli že. Ja, jaz tudi upam, da ga bo veliko. Vesela sem, da so vse stojnice enakovredne, tako smo se dogovorili, da se razdeli na 4 dele. Kam bomo mi turizem porabili, če bomo toliko dobili, da jaz lahko enkrat po dolgem času moje prostovoljce pelem na en izlet. Bom zelo vesela. Sem pripravljena tudi od drugega dela denarja, ki ga imamo recimo na računu, še nekaj dodati, pa da prostovoljci končno zapustimo Medvode, kjer največkrat delamo in predstavljamo. Tudi takrat, kadar gremo na sejme, pa to delamo. Enkrat bi pa lahko, da se tudi malo pozabavamo, pa tudi kaj novega zvemo, zaradi tega, ker informacije iz terena so zelo dobrodošle, da ti potem na svojem lahko nekaj narediš. Če vam po pravici povem, smo bili vsi skupaj toliko v zadnjem mesecu, 2 v nekih dogodkih v izpeljevanju tega, da speljemo do konca tale predpoletni, predpočitniški del, da nismo imeli še časa razmišljati, kam bomo dali denar. Koliko ga bo, ne vemo, ugibamo, upamo, da čim več. Šanke so že polni, pa je ura šele nekaj okoli 8 ure. Tako da upamo, da bo čim več denarja. Šel bo pa nekam v družbene dejavnosti, nekam v to, da vrnemo skupnosti nazaj, to, kar nam je skupnost zdaj danes seveda pač dala s tem nakupom pijač. O tem se sploh nismo še pogovarjali. Ni še prišlo do tega? Ne. Bomo videli, koliko denarja bomo nabrali, potem bomo pa razmislili. Lahko da bomo dali kakšnemu klubu kaj. Zdaj nismo še nič točno določili, ker ne vemo tudi, koliko bo teh sredstev, ampak se nam pa zdi ena dobra ideja, če bi mogoče za izlet kulturne zveze ponudili ta denar, pa je pol spet neko druženje in se imamo lušten in potem ni treba dati lastnega prispevka za to, kar je pa spet ful dober. Nobeno praznovanje rojstnega dneva, tudi občinskega, ne gre brez dobre glasbe. Tako se je večer zaključil s koncertom slovenskega rock benda Midva, ki bo tudi sam naslednje leto praznoval zavidljiv jubilej, kot ga letos praznuje naša občina. 30 let delovanja. Najprej seveda vljudnost veleva, da vsem občankam in občanom zaželim iskrene čestitke ob 30. rojstnem dnevu. Sicer smo pa zelo veseli, da po skoraj 30 letih, odkar se podimo po različnih prizoriščih Slovenije, pa malce tudi izven naših meja, prvič stopamo na oder v vašem kraju, v vaši občini in to nekako sovpada, recimo, ti jubileji. Tako da mislim, da je to odlična priložnost in smo veseli za njo. Skupina Midva spada v slovensko rock zvrst, ki v svojih besedilih včasih čisto hudomušno, včasih pa čisto resno govorijo o družbi v Sloveniji. Pred nami, kot tudi sedaj. Svoje koncerte izvajajo tako v akustični kot električni izvedbi. V svoji skoraj 30-letni karieri je skupina tako nanizala kar 8 samostojnih albumov, odigrala več kot 1000 koncertov, posnela več videospotov in številnih uspešnic. Nekatere od njih smo lahko slišali tudi o praznovanju rojstnega dneva občine. To so bile Pojdi z menoj v toplice, Čista jeba, Zbudi me za 1. maj, Čakal sem te ko kreten. Ponavadi se repertoar za to vrstne prireditve pripravlja precej ziheraško. Namreč, če igraš nekje prvič v nekem kraju, zlasti, če to ni tak tipičen rock koncert, ker pride izključno tvoja publika, ampak je ta dogodek vendarle namenjen to malce širšemu občinstvu, bomo seveda se držali več ali manj preizkušenih komadov in igrali v glavnem hite. Skrivam misliš, šteje leta, ura moje margarite, pije moje plegosti, tak je sveta margarita, skrivam misliš, šteje leta.
Ob jubilejnih praznovanjih ne gre brez čestitk tudi tistih, ki že več let soustvarjajo občino in brez tega, da bi se zazrli nazaj v njeno preteklost in seveda tudi naprej v njeno prihodnost. Ja, Medvode vedno že ime pove, da je med dvemi vodami, ne? In lansko leto so bile te vode malo previsoke, mi si želimo, da nikoli več ne bile tako visoke, ampak je pa občutek je pa dober, si v naravi, voda levo, voda desno, Mihovc pa čez drugo vodo. To je tako čudovito mesto, tako kot sem že prej povedala, prevzamete v enem dihu in tako, ko sem jaz preseljenka, je definitivno lahko sem vzgled o tem, kako navdihne ta okoliščina, ta kraj. To je čarobno. Prvo bi želela res vse najboljše in lahko rečem, da teh 30 let je viden napredek, se pozna na vseh področjih. Kaj bi spremenila? Mogoče bi jaz dodala še malo več urejanja okolice naših zelenic in tega, pa ne pri privat hišah in osebah, ampak nasplošno se mi zdi, da nam majčkeno še manjka kakšna travca pokošena in to, kar skozi opažamo tudi pri projektu Moja dežela lepa in gostoljubna. Ja, 30 let je že občina Medvode, ne? Jaz sem njen občan zadnjih 22 let, že 22, ja. Občini Medvode bi želel še veliko enih dobrih projektov naprej, razvoj v pravo smer, kamor trenutno se pelje, predvsem pa želim občini nasplošno in ljudem, ki živijo v njej, veliko enega poguma in pa enega zagona za delo, za dejavnost z ljudmi, za druženje, kot ga imamo danes, kot smo ga imeli v preteklih letih in mislim, da bo to pravo gonilo, ta človeška sila bo pravo gonilo za naslednja leta. Malo več razvoja bi lahko bilo. Občina zaenkrat stoji precej v mestu, malo bi se lahko malo bolj razvijala. Meni se zdi super, da smo na eni dobri poti kot skupnost, sploh, ko se tako prostovoljstvo aktivira, tako da bi sam rekla, da samo tako naprej, pa vse najboljše vsem občanom. Jaz bom rekel vse najboljše občina Medvode, naj skupnost še naprej živi in se razvija in to je to in naj ne zamre ta duh, ki se mi zdi, da je med nami živ in naj tako tudi ostane. Do prometne nesreče z manjšo škodo je prišlo v Sori, zato so policisti izdali obvestilo o odstopu od ogleda nesreče, udeleženca pa bosta povračilo škode uredila na zavarovalnici. Tudi na cesti ob Sori je prišlo do manjše prometne nesreče, od ogleda katere so policisti prav tako odstopili. Občanka z ladje je naznanila, da je neznani storilec na neugotovljen način preko interneta prišel do podatkov njene plačilne kartice, jih kasneje uporabil na spletu in s tem lastnico oškodoval za slabih 200 evrov. Občanka iz Škofje Loke je policistom v Medvodah sporočila, da je pred trgovino v Medvodah našla svoje kolo, ki so ji ga lansko leto ukradli doma. Z ogledom kraja najdbe so policisti kolo zasegli in bo vrnjeno lastnici. V Pirniče so policiste poklicali na mesto kaznivega dejanja, kjer je v družinskem sporu prišlo do groženj, poškodovanja tuje stvari in povzročitve lahke telesne poškodbe. Zoper povzročitelja bodo po zbranih obvestilih napisali kazensko ovadbo. V Medvodah je nekdo v poznih večernih urah predvajal glasbo za celotno naselje, na čemer pa sosedje niso bili navdušeni in so poklicali policiste, ki so kršitelju izdali obvestilo o prekršku. Policijska patrulja je v Pirničah ustavila voznika osebnega avtomobila, izkazalo pa se je, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so mu v skladu z zakonskimi določili zasegli in je bilo z avtovleko odpeljano do sodnega izvršitelja v Grosuplje. Tudi v Pirničah ne poročajo, v katerih pa je imel mladoletni občan pri sebi neznano snov rastlinskega izvora, za katero sumijo, da gre za konopljo, zato so jo poslali v analizo, ukrepi pa sledijo. Več informacij o delu medvoških policistov pa dobite na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Prišli smo do konca današnje informativne oddaje. Še dobra 2 tedna nas loči od poletnih olimpijskih iger v Parizu. Žal med 90 članicami in člani slovenske reprezentance ni našega občana oziroma občanke. Je pa vodja slovenske reprezentance dr. Uroš Mohorič iz Medvod.
Jezeršek gostinstvo iz Sore pa bo nedvomno poskrbelo za vrhunsko kulinarično izkušnjo v pariški slovenski hiši. Na snidenje.